Živijo, dan 23. Imel sem zelo veliko odporov in izgledalo tako kot roller coaster, gor in dol, malo sem se prebudil, malo sem spet nazaj zašel. Zakaj poročam o odporih? Hočem povedati, da je ta tehnika, ta meditacija taka, da te sooči z vsem, kar je v tebi. In to, kar se ti dogaja med dihanjem, se ti dogaja v vsakdanjem življenju. Praktično ves čas. Večinoma se ne zavedamo tistih najglobjih ujetih stvari in izkušamo samo posledice na površini. In ko skušamo te posledice popravljati, na kakršenkoli način zdraviti, največkrat to ni trajnostno. Trajnostno je, ko pridemo v globino, kjer je stvar ukoreninjena in tam odpremo celjenje. To lahko storimo tako, da začutimo svojo lastno vibracijo, vizualiziramo svojo lastno energijo, sliši se spet zelo duhovno, ampak ko enkrat to izkusiš, veš, da je to, veš, da je to tvoja energija, ker vibriraš v njej in te izpolnjuje in ti daje občutek, da si, kar si, da se imaš rad, da je vse v redu, tako kot je. To, kar vsi iščemo, ta občutek dobiš na telesnem nivoju, dobiš ga na čustvenem in na miselnem nivoju. In ko prideš do tega, ko se tega zavedaš, pravzaprav to ves čas je prisotno v nas, samo največkrat se ne zavedamo. Ko se enkrat tega zaveš, pospešiš svoje celjenje, dovoliš, da se ta tvoja energija, ta tvoja vibracija zlije z vsem, kar si, vse tvoje razpoke zalije, vse bolečine in rane jih objame in tvojega nezaceljenega notranjega otroka, če še to terminologijo uporabim, ga nežno povab, naj se vrne nazaj v celoto. Tvojo celoto je šele takrat lahko sprejemaš zavestne odločitve, v samoljubezni, ves čas se tudi počutiš tako. Tja gremo vsi, vsak svojo tehniko, moja je tale in jo toplo priporočam. Hvala za tvojo pozornost. Se vidimo.